Spoštovani gledalke in gledalci, dober večer. Slovenci imamo bogato kulturno dediščino, imamo svoj materni jezik in pa tudi številne vrhunske umetnike in kulturnike in tudi veliko število prireditev. Ampak vprašanje se pa poraja, če se vsega tega tudi zavedamo in skrbimo, da se to ohranja naprej. Zato bomo nocojšnjo oddajo na glas posvetili tej temi, kulturi, pravzaprav kulturi v Mariboru. Zato lepo pozdravljam zanimive sogovornike. Z nami je gospod Tone Partlič, slovenski pisatelj, dramatik in umetnik. Dober večer. Pozdravljamo tudi gospod Katjo Bek-Kos iz Hiše, iz društva Hiša. Dober večer. Dober večer tudi gospe Lidiji Divjak-Mirnik, članica sveta SNG. Dober večer pa tudi Damirju Orehovcu, predsednik odbora za kulturo mestne občine Maribor. Dober večer. Na letošnjem kulturnem prazniku smo se največjemu pesniku in kulturi poklonili v Minoritski cerkvi. In gospod Partlič je v svojem slavnostnem govoru dejal, zelo lepo je povedal, vsi ga občudujemo že tudi zaradi tega, ker je izpostavil Maribor kot drugo mesto, ki pa je mogoče celo bolj pomembno po kulturi od glavnega mesta in je predlagal, da bi se vsako 5. leto takšna proslava zgodila v Mariboru. Gospod Partlič, ja, to si Mariborčan. Tudi za vsem, kar ste rekli, se seveda strinjam. Mislim, da je zelo veliko odličnih mladih in starih kulturnih delavcev, ustvarjalcev v Mariboru, veliko več kot v času moje mladosti. Takrat so, če govorimo o prejšnji državi, se Maribora držali vzdevki, industrijska puščava, industrijsko mesto. Kakšen pisatelj je napisal, Stanko Majcen, ki je živel v Mariboru, da je to mesto špeha pa piščancev. On je bil sicer malo izločen, pa je upravičeno imel tak občutek. Ves čas pa mislim, da imamo zelo pomembno in sijajno kulturo v mestu. Mislim, da sicer ni tako organizirano, da bi se to kar naprej videlo. Imamo pevski zbor, ki je po celem svetu, zdaj gre drama v Južno Ameriko, zopet opera je gostovala na Japonskem, pride v Italijo pet Traviato, pa ima velik uspeh, imamo odlične slikarje in če to ne bi izgledalo, kot da si kaj pripisujem, sem tako kot eden od njih, nisem nič kakšen slovenski posebni umetnik, ampak če gledam na Prešernove nagrade za življenjsko delo v Mariboru, šele leta 1967 je dobil Janko Glazer, ki je res pesnik pesnikov. Ga Ljubljana ni nikoli tako sprejela enakopravno poleg Župančiča, čeprav je skoraj pesnik te teže. Potem je dobil v 90-ih letih začetku Drago Jančar, čeprav lahko rečem, sem, kot veste, moj prijatelj, da je pravzaprav ni bil kot Mariborčan. Ko se je preselil v Ljubljano, pa da v Mariboru, pa krog Nove revije, tudi hotel povedati, kakšne so tu razmere. In leta 15 je dobil Andrej Brvar in jaz sicer se nikoli nisem s tem niti ukvarjal, niti me zdaj vse, da me veseli, še imam zmeraj tiste čevlje, ki sem se jih takrat kupil, drugače pa imam enako odstotek sladkorja, pa še starejši sem, da ne bi mogel reči, da bi me to kaj navdihovalo za naprej. Ampak takoj naslednje leto, kar še nikoli ni bilo, torej bi rekel, v zadnjih letih so vseeno trije Mariborčani bili prepoznani, torej tudi v Ljubljani, kar je posebno upravičeno. Moja replika, ki se vam zahvaljujem, da ste omenili, pa je bil neke vrste protest, čeprav me je povabil gospod župan, pa sem ga zdaj dvakrat poslušal, lahko rečem, da čeprav vse, kar pač na njega gre, se ne bom niti spuščal, nebrž je tudi v veliki meri upravičeno, ampak imel tam dvakrat, sem ga zdaj gledal v sinagogi, pa tam je imel en vtisn nagovor, ki je imel rep in glavo. Če primerjam, jaz sem absolutno izven tega, pa vseeno z nekim županom, ko nam je bilo malo nerodno, se je izkazovalo, da ni kulturen. Se mi zdi, kljub temu sem se pa jezil in takrat sem to tudi omenil, porka fiks. 4 dni prej kot cela Slovenija mi praznujemo, ko me je zanimalo, zakaj naj govorim v ponedeljek, ne pa v četrtek, so rekli, da so že dvorane zasedene, pa da bodo naši ljudje v Ljubljani, tisti dan, pa da je treba gledati ljubljansko predstavo. Potem nastopajo razne šole, kvalitetne, ampak zdaj pokličeš eno osnovno šolo, ki je odlična, pa eno gimnazijo, zato da občina niti evra ne da za tako proslavo. Mi pa, če bi radi parirali, mi bi morali organizirati vsaj vsakih 5 let v veliki dvorani
naš orkester je igral na ljubljanski centralni proslavi. V Mariboru pa je bil nek playback za nekim recitalom, vsa glasba. Se mi zdi, da premalo naredimo, da bi po Prešernu rekli, da kulturo na ugled postavimo. Ne? To je bil smisel moje replike. Mi smo tako praznujemo na 100 mestih to kulturo, kulturni pa nismo dovolj, se mi zdi. Meni se je to zdelo tudi zelo v redu, kar ste povedali tam. Mogoče še tisto, ko ste na koncu omenili, da vas nekako boli ali nekaj v tem smislu, da Maribor uspe zbrati na trgu, ko praznujemo Martinovanje ali pa Novo leto, veliko ljudi. Ja, ne smemo biti znani po tem samo, da naredimo najboljše Martinovanje, pa je celo mesto. Je pa dan kulture, ki je v ustavi zapisan, pa tam Mariborčani ne vejo, da je proslava, ker je sistem vabil. V Večeru ni bilo niti enega poziva, pridite na Prešernovo proslavo. Razdelijo 700 vabil, rečejo, če bo vsak 10. prišel, bo itak dovolj ljudi in mirna Bosna. Se mi zdi, da tega potencijala, ki ga ljudje nosijo v sebi, študentje, dijaki, kaj vse imamo, resnična, profesionalna kultura, saj tudi to je resnična kultura, se mi zdi pa, da se v taki proslavi ne vidi. Torej, tu ni strahu, da bi šlo za nezainteresiranost. Gre za to tudi, da se tukaj recimo za praznovanje novega leta vložil velik denar, medtem ko pa recimo v ta namen se pa verjetno ni dovolj. Ampak to, da recimo v Mariboru nismo sposobni narediti nekaj dobrega in tudi masovnega, dokazuje recimo Opera v parku, kjer pridejo ljudje in uživajo. In tu se vidi kultura tudi Maribora. Gospa Divjak, kako se pri vas, pravzaprav ste tu kot predstavnica SNG-ja tudi, kako se pri vas v SNG-ju to občuti? Zdaj SNG je letos, tako je gospod Partljič že povedal, ne samo orkester, tudi baletniki so nastopali o nagrajenki Valentini, niti ne govorimo. Mi imamo v Mariboru res vrhunske, tako gledališčnike, kot tudi seveda nevladnike. Mogoče se malo premalo zavedamo potencijala, ki ga imamo v kulturnem turizmu. In tukaj tudi jaz pričakujem, da bo Zavod za turizem odigral to vlogo. Mi imamo toliko stvari za pokazati. V končni fazi, če pride, da rečem, nek turist k nam, pride prvo na predstavo gledališko v SNG ali v Narodni dom ali kamorkoli drugod pač v hišo, potem mu ponudimo vrhunsko kulinariko, lahko mu ponudimo tudi vrhunske prenočitve, skratka, imamo kaj za pokazati. Se mi pa zdi, da smo še premalo skupaj stopili, da se premalo tega zavedamo in na tem premalo delamo. Tudi v končni fazi s Pohorjem, ki je zdaj aktualno, za to kao izgubo, zaradi vremena oziroma zaradi situacije, ki je. Mi se moramo zavedati, da če ne bomo skupaj stopili in če bomo še samo vrtičkari, bomo pa res se vsi izselili iz tega mesta in tega si verjetno nihče ne želi. Ob isti uri, ko je bila, ob isti uri, ko je bila proslava, je v tistem salonu umetnosti tam Svetlana Slapšak imela velik pogovor in ker piše Večer kolumne, je provokativna, ljudi vleče, niti te dve malenkosti se nista mogli dogovoriti. Mi nimamo tako imenovanega, zdaj bom rekla v navednicah, koledarja, oziroma nekega skupnega portala, sicer oziroma je neka zadeva se začela, ne vem pa kak daleč je, ki bi vse te kulturne dogodke skupaj dala, da bi ljudje šli na neko spletno stran, tam pogledali, kaj se danes dogaja in seveda se ne bi smelo podvajati. Tam, kjer je pisalo danes v Mariboru, je bilo vse v Večeru, samo centralne proslave ni bilo. Najpomembnejše. Koliko jaz vem, nevladniki, da tako rečem kot predstavnica nevladnikih, niti nismo bili povabljeni ali kakoli na samo proslavo, kar se mi zdi škoda, če nekaj drugega, če govorimo o tem, da je bila premalo obiskana. Po drugi strani pa obstajajo, vsaj v nevladniškem polju, pa tudi nevladniki se z veseljem povezujejo med sabo ali pa z javnimi zavodi, tako da te tendence obstajajo, vsaj koliko jih jaz zdaj spremljam od leta 2010, vedno več jih je, ker pač ugotavljamo, da je brez veze, da vsak dela po svoje, vsak dela svojo stvar, ampak je boljše se povezati pa ugotoviti, kje v bistvu lahko nadgradiš posamezne programe v neki skupni program.
In ja, obstaja portal, ki je že bil živ in zdaj jaz upam, da se bodo sprožili koraki naprej. Kot ste povedali, že vsi ostali pred mano, obstajajo vrhunske stvari, Maribor prepoznava kulturo, rad obiskuje kulturne in jaz mislim, da smo tudi relativno kritična publika. Nismo zdaj, da ne požremo vsega. Tudi izobražena. Ja. Ampak ni pa, jaz mislim, da obstaja lokalni program kulture, ne obstaja strategija kulturnega turizma. To je res. In letos je leto, kar pomeni, da bi bilo treba nujno narediti vsaj letos. 18 je leto kulture, ne? To je treba. Letos in naslednje leto točno tako. Pa letos je leto kulturne dediščine, tako da jaz mislim, da bi bilo treba samo čim bolj učinkovito narediti te korake naprej. Zdaj ne vem, ali je to možno s politično voljo, ali je to možno z ostalimi zadevami. Jaz vem, da akterji, ki delamo na tem področju, definitivno smo agilni, pa smo proaktivni, pa poskušamo stvari tudi sami v smislu kulturnega turizma naprej peljati, pa se sami povezujemo z Zavodom za turizem in se pravim z ostalimi javnimi zavodi, ampak mogoče je treba tukaj eno jasno politično voljo izreči in jo tudi potem začeti korak za korakom uresničevati. Torej neka odgovorna oseba bi mogla tudi biti zadaj strani občine ali kje? Recimo Benla, torej lokalni program kulture, ne, smo ga sprejeli, mislim, da 14, naj bi veljal od 15 do 20. Zdaj, če malo pogledamo celo zadevo, mi v mestni občini Mariboru nimamo vodje urada, ki bi imel polna pooblastila za vodenje torej urada za kulturo. In to ga nimamo že 5 let. To mogoče tudi govori o enem odnosu pač trenutnega vodstva do same kulture. Ne vem, čeprav glede na to, da ste bili enkrat vi podpisnik liste, enkrat Primož, oba kulturnika, smo nekako mislili, da bo tudi to s sabo preneslo, ampak seveda ljudje so drugi, ki vodijo mesto. Ne. Zdaj, sam mestni svet je sprejel tudi torej odlok, ki je na nek način omogočil ustanovitev sveta za kulturo. Zdaj nisem prepričan, če se je ta svet tudi potem dejansko sestavil z člani, ki bi na nek način naj tudi nadzirali oziroma korigirali, če je potrebno, ta lokalni program kulture. In zdaj, če ti neko vizijo sicer imaš napisano, jo pa ne odejanjaš, je seveda to problem. In tisti, ki to vodi, bi seveda lahko te stvari povezoval. Tudi to, da bo kulturni turizem je noter zabeleženo. To je eden od ukrepov, ki bi ga bilo treba v Mariboru narediti. Teh ukrepov je, mislim, da tam malo manj kot 50, nekateri se odejanjajo, tisti, ki niso povezani s financami, velika večina pa se jih ne. In to je tudi en, recimo, ni najboljše za ta del. Ja, mi smo imeli pravzaprav idealno priložnost in 30 milijonov se je dalo v projekt imenovan EPK. Vsi se ga spomnimo, pa danes verjetno lahko na prste ene roke preštejemo, kaj je ostalo oziroma kateri programi so se takrat, da rečem, izvedli in se še danes izvajajo. In tukaj je pač treba povedati, da aktualni župan ni odigral funkcije, nasprotno, on je celo akterje tožil in res neumnosti počel. Hočem povedati, da imamo mi strategije, marsikaj je zapisano, če pa imamo vodstvo, ki pač tega ne sliši, ne želi slišati, ne zmore, ne zna, potem pa imamo problem. In to je pač treba dosti korektno povedati, da v tem trenutku stvari ne grejo v pravo smer. Torej ni nekega zavedanja, da je lahko kultura tudi nosilec razvoja. Mislijo samo, da bo s tem, ko bodo pripeljali, ne vem, Kitajce, da bo tuje investitorje, da bo to torej nosilec razvoja. Bo, ampak kultura lahko dosti bolj multiplikativno to postane, oziroma je. Ne da bi kaj branil tega župana, ker sem v začetku bil zraven, ko se je izbiralo, nič ga nisem jaz posebej podpiral, moj sprejšnji nismo bili zadovoljni. Ni samo njegov čas tak, nažalost je že 20-30 let nekaj takega. Na občini imajo zelo dobrega uradnika, gospoda Sajka, za kulturo že tudi 20 let. In mislim, da celo razume ustroje kulture. Če pa karkoli želiš, pa nimam kompetence, jaz se moram misliti, čim manj. In to, kar ste rekli, odnos Maribora
EPK-ja, potem, ko je leto minilo, upam, da ni povezano še z rivaliteto, ker je to prejšnji župan sprožil in zato mu tudi kapo dol, med drugim. Ne. Zdaj smo jih rajše iskali, če so to kakšni kriminalci. Da to ni kar tako, kar govorimo zdaj, pa tudi hvala, da ste si omislili to oddajo. Poglejte, leta 18, ne, Majster je ustanovil Društvo likovnih umetnikov v Mariboru. Ja. Pelal je pevske zbore na Koroško, da bi tam narodno zavest bujali. Če odštejem, da je bil pesnik. Bil je pa mož dejan, če ne drugo. In Župančič je napisal leta 11, kaj bo z vami v imejniki 4, Celovec, Maribor, Gorica, Trst. Vidite, Maribor je ostal edini od teh 4 imejnikov, ker je imel nekoč Slomška, ker je imel slovenski narod, ker je imel narodni dom za Slovenci. To nam ni bilo nič podarjeno, to nam je v bistvu kultura na nek način omogočila. In se ne zavedamo da smo dediči, da smo reka Drava je vendarle meja med dvema svetovoma, germanskim in slovanskim. Če bi tu bili Cincari, bi bila ta meja že na Savinji. Mi smo to podedovali, smo v sjajnem položaju dediči velikih stvari, nažalost jih niti dovolj ne poznamo. Sem poznal na tej proslavi reče, leto je živela Prešernova hči v Mariboru, pa nobenega, to sploh se mu ne zdi nikakršen podatek. Tako da mi smo dolžni in se mi zdi, da je zdaj nezadovoljstvo, pa če smo že pri volitvah, pa narečem, pa naj tudi kakšnega kulturnika izvolijo na vodilna mesta ljudje, ko bodo glasovali. Saj imamo vedno takšne kandidate, da se za glavo primeš. Moramo nekaj kultivirati tudi to sfero. Ne pa biti privat kulturnik, ko pa je treba dejanja narediti, to se mi zdi manjka. Kaj nam je evropska Kaj je knjižnica? Me je sram, če me kje vprašajo, kaj je s knjižnico. Problem je star 30 let, da se razumemo. Ampak zdaj bo počilo enkrat, ker mi tam kaže razpoke, se bo nekaj zgodilo. Dobesedno. Ja. O tem bomo v nadaljevanju oddaje še govorili, zdaj si pa privoščimo še oglase. Vračamo se k kulturi v Mariboru, v oddaji Na glas, kjer debatiramo, kakšna zgodba bi morala biti, da bi se kultura ohranjala. Kulturniki živijo, podajajo nam zgodbe, ampak ljudje pa moramo to sprejemati in se bi morali tega zavedati. In nekje je neka vrzel, neka luknja. Zakaj eni mladi tega ne sprejmemo? Ali bi mogoče v šolah mogli malo bolj ozaveščati tudi mlade? Mogoče, kakšno je vaše mnenje? Jaz mislim, da šole v vsakem primeru spodbujajo in da tudi se obiskujejo v vsakem primeru vse aktivnosti, ki jih imajo. Mi imamo šolo, ki je bila lani najkulturna šola v Sloveniji. Tako da tu ni, jaz mislim, da Maribor, kot smo že prej nekajkrat povedali, definitivno ima ogromno za ponuditi in je zmeraj bil neke vrste kalilnica tudi takih zelo eksperimentalnih področji na področju umetnosti. Žal se dogaja to, da zaradi tega, ker smo finančno podhranjeni, govorim o nevladniškem sektorju, ker smo prekariat, ker delamo v bistvu projektno, kar pomeni večinoma nezaposleni ali pa za statusom samostojnega umetnika na področju ustvarjalca, na področju kulture, kar pomeni, da nimaš, kot zdaj v zadnjem času večinoma že vemo, da nimaš niti pokritih bolnišk, kaj šele kaj drugega. Na ta način se dogaja to, da Ljubljana, ki pač v tem trenutku je premožnejša na tem področju oziroma daje, koliko smo brali, 10% svojega letnega budžeta v kulturo v primerjavi z Mariborom, ki daje 1,7%, in ta procent pada v nasprotju z sklenjenim programom, lokalnim programom kulture, kjer naj bi pač naraščalo 4% oziroma 5% je v tem trenutku minus 4%. Je normalno, da, jaz poznam ogromno mladih, ki so imeli ogromno potencijala in ki delajo v Ljubljani. Težka situacija. Kar pomeni, da dejansko nam, beg možganov, in da ne bomo videli, definitivno jaz ne vidim kulture in tudi ali umetnosti
to so multiplikatorji, kot smo že prej omenili, ne samo multiplikatorji v smislu ekonomskem, ampak tudi ustvarjajo, dvigajo nivo življenja, kvalitete življenja v mestu in zaradi kulture se ljudje tudi ker imajo možnost ustvarjati, se ljudje priseljujejo. To se pravi, če se priseljujejo, pride več davkoplačevalskega denarja v lokalno blagajno. Tako da tu so v bistvu enih par različnih tez oziroma simptomov, ki bi jih bilo treba obravnavati kot čist jasen simptom, da premalo vlagamo in zaradi tega tudi ne moremo graditi na tem. To, da smo spustili kulturno blagovno znamko, ki je prepoznana po celi Evropi, EPK, da smo jo spustili, da je niti nimamo kje poklikati, pogledati, ok, obstaja spletna stran ali karkoli, mislim, tudi to je šlo malo preveč mimo, ne? Zamajena priložnost. Velika zamajena priložnost. Jaz bi mogoče tu samo dopolnila gospod Katjo pri tem, da če pogledamo pa budžet, državni proračun in pogledamo procent, ki gre za kulturno ministrstvo, tu je tudi izvirni greh, ne? Ja. Tudi, da rečem, v Ljubljani, ne? Razen seveda mestne občine Ljubljanske, se za kulturo da dosti manj. Primer SNG-a, to je največji javni zavod, ki ga imamo v Sloveniji, cirka 12 milijonov proračuna, 300 ljudi zaposlenih, ministrstvo ne pokriva niti 100% za plače, pa je v 100% državni lasti, da tako rečemo, ne? Niti 100% za plače ne da, kar pomeni, da mora SNG biti dovolj inovativen, dovolj atraktiven, dovolj se prodati na trgu, da lahko pokriva za plače zaposlenih javnih uslužbencev, če tako rečemo, ne? Da o tem, da so najboljši baletniki in ti ustvarjalci vsi pravzaprav na pogodbah niti ne začnemo govoriti. Mi imamo sistemski problem v Sloveniji in država Slovenija kot taka se bo morala počasi zavedati, da je kultura tista, ki stvari pelje naprej. Kot je prej gospod Partljič zelo lepo povedal, marsikaj bi bilo, če ne bi bilo majstra in še ne vem koga, ne. Stvari so se dogajale tudi zaradi tega, ker smo bili kulturno dovolj močni in smo zato lahko kot narod preživeli. In vsi novi kulturni ministri, ki bodo prišli, si bodo pač morali večji kolač denarja samega za kulturno ministrstvo izboriti in jaz srčno upam, da ne bodo več iz stranke Desus. Pa vse dobro o stranki Desus, vendar se mi zdi, da ga zadnje čase malce mimo pihajo. Jaz bi sicer tako, sem tudi prijel tu s Pršakom. Vse lepo v njem kot o kulturniku, kot ministru za kulturo pa bi lahko marsikaj povedali, ne? Nima zveze to nobene. Poznam tudi njegov položaj. Mi smo pred 2008, recimo, so sredstva za kulturo v državi padla za več kot 20%. Tako. Njemu je zdaj uspelo, da jih je dvignil za 1% pa 7%. In zdaj se hvali, vse država daje več za kulturo. Naenkrat zgleda, kot da smo dobili neki novi ruker, glede, štrajkajo ljudje, da bi imeli malo več, kot so imeli v času krize. Kultura se bori, da bi prišla sploh kdaj tam, kjer je bila. Večina šla za plače. Ja, seveda. Pomeni tudi, čeprav imam izkušnjo, ker sem bil dolgo časa v parlamentu, čeprav sem Pršaku napovedal, sem tudi član Slovenskega nacionalnega sveta in ko bi šel s tem novim projektom, ki je potreben sicer, program kulture do leta 2025, že v tem nacionalnem svetu ljudje niso bili preveč zadovoljni. Jaz sem ga podprl, pa sem rekel, nič ne bo z tega. Nič ne bo z tega, ker sem že 2 programa sprejemal, nikoli nihče ni šel brat, noben ni dal poročila, nič ne bo z tega. Ampak vsaj bomo 2 meseca govorili o kulturi, pa se prepirali, ker drugače niti tega v medijih ne bo. Zdaj pa imam eno upanje, ali pa pozivam Vinko Medendorfer, ki je že 2 leti je tisti žebljiček, kjer se vsede vsa vlada v prvi vrstah, v resnici je obakrat povedal stvari, ki jih mi mislimo, čutimo in bi ga morali še bolj podpreti. Torej zdaj vsaj čujejo, ampak jaz napovedujem, da ob vseh teh štrajkih se bo zgodilo nekaj drugega.
ni vrag, da izobraženi in kulturni ljudje ne bodo na nek način zaostrili stvar tako, da bo če vsi priznajo, zlasti vsi ti politiki, od tiste stranke do druge, do zadnje, da je kultura bila osnova pri osamosvajanju, pri nacionalni zavesti, da sploh smo, nam je dala moč za vse to. Pisatelji so pisali eno ustavo, nekoč so bili pisatelji lideri naroda, hvala Bogu, da ni več to treba. Ampak to, da smo se mi zdaj odpovedali, da nam tam eni birokrati, ki šparajo, pa jih vidiš na prireditvah, kadar so prireditve, jih vidiš v kulturi, kadar so prireditve. Vsega ne vidim na literarnem večeru, ko pridem. Ja. Ampak ravno zaradi tega se mi zdi, da je vloga ministra, vloga vodje urada je zagovorniška. To se pravi, on se mora za svoj resor boriti. A to ne je imel tako priložnost, ko so ga sredi mandata poklicali. In seveda v kulturi se režiser pa pisatelj šteje nekaj primerjave z gospod. On bi takrat moral reči, to se ne da sprejeti s temi sredstvi. Če mi dodate to in to, sprejmem. Boljše prilike ne bo nikoli imel. Njemu se vsi smejejo, ministri, ko on jamra. Me razumete? Vse ne more zdaj nič. Imel pa je priložnost, da bi vsaj, ali če bi jaz bil minister, bi po takem govoru, ki ga je imel Medendorfer, pa kaj pravi kulturna javnost Slovenije, drugo jutro bi moral odstopiti rekoč, ker se 100% strinjam z Medendorferjem, oprostite, odstopam. Če bi jaz bil na takem delovnem mestu in bi tudi častno zaključil kariero, zdaj ga je pa strah še te nekaj mesecev, samo da ostanemo živi, ko so pa tako nove volitve, pa bo drugi pik Zimmer prišel. Sem nekaj zasledil, da tudi očitek, da je vsebine preveč, da kulturniki preveč delajo. Seveda, vse jaz vem, zgradijo dom, ne vem kje, veliki, Jurijo v Ščavnici, imajo dom, da na rit padeš, delajo likovne kolonije, pol pa pišejo državi, mi smo si to zmislili, zdaj smo pa tu. Drži to, drži. Pač treba imeti sistem, kaj pride. Ampak kulturni minister ne sme reči, da je preveč kulture, jebem ti. To mora reči finančna ministrica njena, ne pa da kulturni minister razlaga, da je sranje v kulturi zato, ker je preveč kulture. Ja, to pa je res konec sveta. Ja, povejte. Mogoče bi se jaz vrnil na vaše osnovno vprašanje mladi, kako njih navajamo, ker sem pač v šoli delam. Ja, gledajte, šole sigurno dajo eno veliko vlogo v temu, da se mladi spoznajo s kulturo, da jo ustvarjajo v sami šoli in da tudi obiskujejo razne ustanove, ki pač ponujajo, hvala Bogu, imamo v Mariboru dovolj takšnih. Se pa malo razmišljal ravno po tem vašem govoru, ki ste ga imeli, o tem, kako mogoče še bolj v zavest mladih pripeljati, da bodo šli radi sami tudi, ne samo takrat, ko jih mi peljemo, da bodo šli starši in tako dalje. Pa sem potem malo, ko to razmišljam, v bistvu Mestna občina Maribor financira, da se učenci naučijo plavati, pa potem pa računalništvo, pa tuji jezik, pa potem imamo neki kaveljc, ni kaveljc in korenina, skratka nekaj za rekreativni šport, za kulturo v bistvu pa ne da nič. Glede na to, da imamo tu lutkovno gledališče, umetnostno galerijo, Pokrajinski muzej, gledališče, bi te inštitucije bilo fino nek abonma, da bi ga Mestna občina Maribor recimo podarila mladim, da pridejo, da se srečajo s kulturo. Samo za ponazoritev, ko sem jaz bil v letih, ki jih ima zdaj recimo gospa Katja, še prav ne vem, nisem pražen, ampak ko sem bil mlad in sem bil služil v gledališču, smo imeli mladinski dinar v socializmu. Na vsakega otroka je država dala dinar, ki je bil v gledališču. Zato smo imeli šolski abonma, 1, 2, glasbeno mladino, 1, 2, 3. Imeli smo gostovalni dinar. Smo bili stimulirani, če gremo gostovati v Jurovski dol za šolo. Smo dobili dodatek. In seveda ta kapitalistični čas, ko človek toliko velja, kar plača, hočem reči, vaša ideja je seveda 100-krat prava, pa je že živela.
verjamem, da je, ampak smo izgubili. Marsikaj je že v naši državi živelo, pa moramo torej, na novo. Torej, ni mladim dosegljivo to, oziroma... Mladim ni še, ampak potem, da bi se oni dovolj navadili, da bi tudi rekel očeto doma, pridi, gledališče gremo, ne? Če ni te kulture v družini. Se ponekod ta kultura je v družini, ne? Ampak v večini pa ni. Ne? Jaz mislim, da je še mogoče tu, se upravičujem. Se mi zdi, da je vseeno treba še en drug korak imeti, pač koliko se jaz spomnim mene, ko sem bila mlajša, pa ne vem, v srednji šoli ali kaj takega, da si sam lahko tudi aktiven, proaktiven v ustvarjanju. In jaz mislim, da teh mest, mogoče v Mariboru, je premalo možnosti, kje se pripeti. Kulturni dnevnik je bil ena taka... V enem trenutku, mislim, PIKUDE smo imeli, pionirska kulturna društva po vsaki šoli. Sistem se še nekaj tega je, tekmovan in tako dalje. Njim je treba dati, oprostite. Da doživiš, ne? Da skozi svoje roke pridejo do kulture. Ne? Ja, potem te bolj potegne. Ne? Jaz, mogoče ne zdaj ne govorim toliko o srednješolcih, ampak potem tistih študentih, ki se pa mogoče iz Ljubljane ali pa iz Graca ali pa ne vem kot iz Dunaja vračajo spet nazaj v mesto. Kak jih obdržati tukaj, ker prinesejo ogromno znanja, ne? Kak jih obdržati, kje se lahko priključijo. Ne? In jaz se spomnim takrat, ko sem prišla iz študija, iz kulturologije, kaj zdaj, kje. Valjda se poskušaš kot producentka, kot v smislu kulturnega menedžmenta, se poskušaš pač nekje priključiti na nek način. Potem je APZ pa AFS, ne? So dobri primeri, ne? So lahko definitivno eni izmed primerov, ja. Ne? Pri vključevanju. Mogoče še bolj na tem delati, ne? Na kak način se lahko vključujejo. Ne govorim zdaj samo o mladih srednješolcih, ampak tistih, ki že potem iščejo, kje se pa vidijo. Ustvarjajo kulturo, pa na drugi strani tisti, ki jo občudujemo. Točno to. Jaz bi še tu mogoče samo dodala, ker prihajam tudi iz univerze. Študentska organizacija recimo sofinancira študentski abonma za SNG, kar se mi zdi zelo dober primer prakse in se mi zdi, da je kar tudi se že uveljavil. Pa če se lahko pohvalim, kot direktorica študentskih domov, mi imamo pri nas gledališko skupino, pevski zbor v študentskih domovih. Tako da so, da rečem, to, kar prinesejo ti dijaki, ki so potem postanejo študentje, pravzaprav k nam se razvija. Res pa je, da če ni spodbude strani vodstva, jaz jo sicer dajem v polni moči, potem seveda te stvari ne gredo. Gospa, zakaj to bolj ne čutimo v mestu? Jaz bi rekel, najbolj pogrešam to, kar ste videli, študentski. Si pričakujem, da bodo ti študenti enkrat ali eno demonstracijo, vse, kar bodo nekaj pokazali, da so subjekt in tudi na področju kulture. Gospod Partlič, veste, kaj je zdaj prevladuje javni, ne javni, osebni interes. Oni vsi želijo živeti v enoprostornih sobah, ker se ne morejo prilagajati. Verjemite mi, tako da so drugačni in nisem prepričana, da bo to uspelo. Jaz bi še mogoče odprla eno temo, ki se mi zdi zelo pomembna. Javna kulturna infrastruktura, ki jo v Mariboru imamo. Ogromno je imamo, ogromno stane, pa imam včasih občutek, da ko jo pa izgradimo, pa več ne vemo, kaj bi se z njo začeli. Tako se mi zdi včasih, no, da tukaj nam malo manjka. Imamo pa primer recimo knjižnica, ne, tako ste že prej povedali. Ne. Naš župan je prišel že za 7. varianto, kje bo knjižnica stala. Moje mnenje pa je, da on nikoli ne bo knjižnice naredil, ker ga pač to ne zanima, kar ni prav. Ne. Imamo pa ogromno lepih stavb, ne vem, Lutkovno gledališče, poglejte, bivšemu županu se lahko zahvalimo za to, da ga imamo. Denar je prišel iz EU, ne? Potem minoritsko cerkev imamo zdaj po novem kot tudi kot prostor. V SNG-u, da niti ne govorimo, mislim, mi imamo res možnosti za ustvarjanje, lahko si samo želimo. Ampak nevladniki ne vem, če imajo isto mnenje. Ne? Pa tudi vsebino je, ne? Vsebina je, možnosti so, kapacitete so. Jaz mislim, da so definitivno kapacitet ogromno v mestu. Jaz zdaj sicer prihajam bolj iz področja, se pravi, mi delamo bolj v javnem prostoru in v poljavnem prostoru, kar pomeni, da nismo toliko vezani na neke black boxe ali pa neke, neke odre, ampak koliko jaz vem, je težko priti do njih na nek način oziroma vsaj stanejo.
Nek strošek moraš potem za to nameniti, kar pomeni, da se potem spet sučeš. Predvsem pri denarju. To se pravi, tudi spet v lokalnem programu kulture je predviden vzpostavitve enega centra za uprizoritvene umetnosti, ki bi bile izven SNG-a. Vprašanje je, če so že tiste stvari, tako kot je gospa Mirnikova povedala, če so tiste stvari sploh že obstoječa infrastruktura, sploh že izkoriščena za vse, kar je pač... Če sem nekaj svoje mnenje, niti malo ne mislim, da je bolj pametno kot koga drugega, kar zadeva knjižnico. To se mi zdi tako ena slepa ulica. Še enkrat rečem, da v kulturi nimam zakaj, da bi stal za kakšnim fišercem. Ampak to je problem vseh že nekaj desetletij. Treba je zgraditi novo knjižnico. Nobenega prostora ne bomo našli, ker za maše je cerkev, za nogomet je nogometno igrišče, za knjižnico je knjižnica, za univerzo je univerza. In če boš istal nekdanje SDK-ja, nekaj, to je jalovo početje. Predno so rekli B od tiste banke, sem vedel, da se bo nekdo oglasil, da to ne gre. Ampak je pač treba to imeti. Eni so znali zgraditi univerzitetno knjižnico in imamo odlično. In drug direktor, jaz sem bil takrat v službi tam, je znal zgraditi gledališče. Samo prostite, eni rečejo, da za to moraš imeti, pač moraš biti podjeten, fighter. Če pa ti čakaš, da te ne bojo zabrisali na naslednji seji mestnega sveta ali pa da na naslednjih volitvah ne boš več izvoljen, pol boš pa se strinjal, da banko, v tej banki, ki smo jo, da ne govorim še o kakšni drugi, ki smo jo občani sanirali, so že 4 knjižnice. Cela nekaj kilometrov žice, s katero smo se šli Slovenci obdati, žive naj vsi narode in tako dalje, pa smo za žico greni, ki ničemu zdaj ne služi, samo na poti. Smo zapravili več knjižnic in ne vem koliko kulture. Tu se mi zdi, da se moramo nekako prej dosje tega, ne zabavajte nas s takimi blaznostmi. V medije je prišla ravno zdaj pred časom, dan nazaj, ta informacija, da so člani kolegija nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev v kulturi te slepe pege na vrata občine obesili. In zdaj, kakšno je mnenje tu vaše? Kolegi nevladnih organizacij se je v bistvu naslovil Urada za kulturo v Mariboru in pa mestni občini Maribor, to se pravi konkretno županu, podžupanu in pa vodjo urada gospodu Sajkotu, naslovil 26 tez, ki izhajajo iz lokalnega programa kulture, ki se ne izvršujejo. Naslonili smo se pa na slepe pege, ki jih je pač omenjal dr. Fištravec v govoru. To se pravi, da ne vidimo kulture, očitno obstajajo slepe pege in smo se v bistvu pozdravili smo to prepoznavanje, da je kultura nevidena. In jaz mislim, da je pač treba skupni akciji, zdaj test ne znam na pamet, ampak so pa med drugim vse od knjižnice do tega, da je treba 26 test je, do tega, da je treba seveda objaviti razpis za vodjo Urada za kulturo, ki bo lahko z vsemi kompetencami odločal in tudi usmerjal delovanje. V glavnem, vesela sem, da je prišlo tudi strani gospoda Sajka, to se pravi trenutnega VD, vršilca dolžnosti Urada za kulturo v Mariboru, ki je pač, kot smo prej slišali, že od leta 2013 vršilec dolžnosti, je prišel pozdravni odgovor, da pozdravlja v bistvu naše zahteve in da upa, da bomo na ta način skupaj lahko naredili naslednje korake v smislu izboljševanja položaja v kulturi, ker očitno so tudi, izpostavljamo tudi podhranjenost Urada za kulturo, izpostavljamo infrastrukturo, ki ali se ni uresničila, ali je pa pač ostala nekje v zraku. Tako da to so vse in pa tudi seveda teh obljubljenih plus 5%. Jaz mislim, da o tem mora tudi mestni svet razpravljati in pa seveda odbor za kulturo. Jaz mislim, da je to naslednji teden mogoče prilika, da se skliče in da se mogoče še dodatno. Vi ste v mestnem svetu? Ja, oba sva v mestnem svetu.
Smem še nekaj. Gospa je prej opozorila, gledajte, pred nami so vsakršne volitve, tudi državno-zborne. Če gledate 2 mandate nazaj, nobena stranka nima kulture v programu. Nobena nima. Hvala Bogu, Desos ima zelo jasen projekt se prikupiti penzionistom in se bori za penzije. In je potem vse prepoznal. Zakaj pa ravno on producira kulturne ministre, ki bi morali biti mladi, drzni in skozi, moramo biti tudi pozorni, pa zahtevati, kultura je v teh propagandah slepa pega. Ja. In hudo je tudi, če nekdo, ki pravi, tako kot ste prej rekli, da preveč, kultura pa preveč dela, pa gospoda Pršaka pač vidiš, da mu breme leži na duši, tak ne more predstavljati tako, mislim, jaz, ko sem bila zelo močen potencial, če greš malo v mednarodni svet, pa pogledaš nazaj slovensko kulturo, jaz vem, da takrat, ko sem bila v Nemčiji, se mi je zdelo Madonna, kaj jaz zdaj tu gledam, če pa imamo mi, imamo Kluga, pa imamo Karmino, pa imamo, ne vem, kako, pač takrat sem bila v sodobni plesni sceni, ne vem, kako močno sodobno plesno sceno v Ljubljani, tako da, če so to samo birokrati, ki pripravljajo strategije, o katerih vemo, nacionalni program kulture je bil pripravljen konc 90-ih, pa se niti tisti še ni izvedel. Pa ga nihče ni nikoli več pogledal, gospod, jaz sem bil zraven. Jaz sem ga, ker sem morala brati. V državnem zboru bi morali vsaki 2 leti pregledati, kaj se uresničuje. Nikoli. Ampak osnutek je bil vredo. Potem pa, ko so dali ven, je pa bilo čisto vse drugače. Jaz to ne vem, kako je to možno. V to smer bomo nadaljevali malo kasneje po oglasih. Spoštovane gledalke, dragi gledalci, še smo v oddaji Na glas, kjer debatiramo o kulturi. Pravzaprav veliko smo že povedali, razjasnili, ampak nikoli pa ni dovolj časa, da bi vse povedali, pa da bi sploh kaj, da bi reševali stvari, ker je tudi na drugih ljudeh, na kakšnih organizacijah. Sploh pa denar, A je res denar vse? Od denarja smo zelo odvisni, To je že bilo nekdaj, verjetno. Eni bolj, eni manj, V stari Grki so imeli neke vrste gledališke olimpijade, In 2 najbolj ugledna meščana, so jim rekli, tam je izraz korifeja, sta bila korifeji, ki sta morala obleči zbor, pa plača zbor, ker sta bila tam moški in ženski zbor. Drugo je pa država skrbela, mesto je pa dalo ta 2. Ta 2 sta oba propadla, vsakikrat se je vedelo, da bo propadel, ki bo sprejel to častno funkcijo. Pomeni, so segmenti kulture, ki so zelo dragi. So pa segmenti kulture, ki so brezplačni, potrebujejo samo možnost. Pa neko malo pomoč pa lahko naredijo vraga in pol. Jaz lahko svojo knjigo pišem, da imam samo, če je elektrika, pa če je tok, zdaj, ko imam to. Res iščem založbo. Je tudi veliko ljudje sami izdajajo. Je različno, ni vse odvisno od denarja. Odvisno je od klime, pa da nekdo na občini reče, prevzamem odgovornost za to, to bomo imeli. In tako zelo sporni in kriminalizirani, pa ne vemo pa še rezultatov, ljubljanski župan velja za človeka dejanj. Tudi na področju kulture. Jaz bi to, ko ste prej rekli, da bi nekdo moral dati ta impuls. Pri nas je to zgodilo, ko so se oglasili Viole, smo se odpovedali zdravstvenemu domu, ker smo se vstrašili. Tako da, kot ste vi rekli, da nekdo rabi dobesedno jajca, da nekaj naredi, tu z tega zmanjka. Če županom, eno se vprašam, prej Kangler, pa vidite, vse te sodne zadeve se ne izkazujejo kot zelo učinkovite, ali pa pol imaš Popoviča, pol imaš Jankoviča, vsi, ki hočejo kaj narediti, so skozi postopkih. Razumete, očitno je tudi vse, kar nas obkroža, vsa zakonodaja je tako. Tisti, ki nič ne naredi, hvala Bogu, z njega je zelo malo takih postopkov. Pomeni, mi si sami sebi krčimo prostor in težko daš polet nekomu, ki bi nekaj naredil. Imamo pa zelo veliko tudi ljubiteljske kulture. Zdaj sprašujemo se, kdaj začne biti kultura. Imamo pevske zbore, ljudske pevce,
od dramskih skupin, sam ste zelo aktivni. Zdaj bomo imeli festival komedije v Pekrah. Slovenija je tako ena izmed redkih držav, ki financira, ki sistematično, to se pravi JSKD-je, ki jih imamo v Sloveniji, mislim, da so jih začeli povzemati podoben sistem. Ena redkih stvari, ki dobro dela. Ki v bistvu tudi proži možnost, da ljudje pridejo do nekega znanja, pa da gremo iz te polprofesionalne ali pa ljubiteljske kulture v polprofesionalno in potem v profesionalno. Teda jaz mislim, da so to pozitiven sistem v Sloveniji, ki bi ga bilo treba obdržati. Zelo blizu je ta ljubiteljska in profesionalna želja. Samo eno anekdoto bi rekel, ki samo podpira gospod Kadjo. Sem bil prek državnega zbora v Hagu, ni bilo sodišče, neko drugo srečanje, bil edini iz Slovenije, pa gor pisalo moje ime pa Slovenin, vdračno tam se pa polno anonimnež. In pride hostesa in reče, če sem partner iz Slovenije, sem rekla, pridite ven, pomočnik ministra za kulturo Nizozemske bi rad govoril z vami. Jaz sem rekel, that's mistake, to ne more biti. Jaz sem nič. Prijem ven me in gospod povabi na kavo, ne vem kak položaj imel ministrstvo, rekli so, da je namestnik. Rekel, vi ste iz Slovenije. Sem rekel, sam nekaj mi povete, če je to res, ne morem verjeti. Pri nas, ko pridejo ljudje v službe na Nizozemskem, v 5., 6., ni stvari, da bi izvabo iz hiše, da bi se šli nekam družiti. Celo v cerkev jih hodi, niso manj pobožni. Ampak tega sistema, cerkve, da bi imajo mnoge katedrale, ki so notri koncerti sakralne glasbe, pa verske knjižnice, ljudje ne napolnijo več. Rekel, čujem pa, da v Sloveniji ljudje pridejo v službe, se najejo, a se ne morem verjeti. Potem pa grejo brezplačno nekam pet, pa imajo pevske vaje. Pa a je res, da imate tudi skupine, ki igrajo igre, pa imajo 4 ure zvečer vaja, se pri vas res ljudje še družijo. Pa vredo, a hočem samo reči, kakva dragocenost je to, kar ste vi omenili, da imamo en gon, da bi se dalo kaj narediti. In se mi kar zdi en sistem, ki je v državi na nek način deluje, en redkih, ki deluje. Koliko malo je treba, pa se moramo zavedati. In potem se vedno najde kak mož iz medijev, vsekakor ne cikam niti na vaš medij, kaj šele na vas. Ampak leta in lani sem celo javno polemiziral, ki reče, no, včeraj je bil dan kulture, 8. februar, smo bili Slovenci en dan kulturni, zdaj smo pa lahko spet 164 dni nekulturni. In se tako ujezim. Ta pevski zbor, ki je pel na tej proslavi, celo leto hodi na vaje. Jaz zdaj grem na vajo, imam 3 mesece, vsak večer vajo, če hočem narediti proslavo. In ljudje hodijo, imajo to željo. To je ta kapital, ki ne vem, zakaj ga politika raje ne razume in ne izrabi, bi imela veliko več pristašev kot z marsikom. In ko ste rekli, ni vse v denarju, ker za JSKD damo ne vem koliko denarja, ampak zelo, zelo malo, glede na to, koliko smo dali za banke, pa koliko damo za marsikatero neumnost, ko ste jo že prej omenili. Mi se bomo morali v Sloveniji res temeljito pogovoriti o tem, kam gremo in kam bi radi prišli. Definitivno pa jaz upam, da ne bomo pozabili, da je kultura tista, ki žene stvari. Mi smo malo rekli, da zdaj imamo državo, pa stranke, pa vojsko, pa imamo vse atribute države, nam ni treba se več boriti za kulturo, ker imamo državo, ki bo to delala. Ne dela, je klic v kulturi, v Ljubljani tudi vre po vseh teh dogodkih in se mi zdi, da smo mogoče mi na začetku ene poti, ki bi jo morali. Sam to sem hotela predodati, pač glede na denar. Kultura dela denar. Kultura, če jo dovolj podpreš v prvi fazi, nosi nazaj. To je osnovna stvar. In točno to, najmanj, ali pa, mislim pač, če znaš na pravi način ustvariti možnosti, da zadeve začnejo rasti, potem pa je lahko, ne govorim zdaj o kulturnem turizmu samo, ampak nasplošno. Ne govorim, pa tudi, če samo pogledamo, Graz se je začelo naenkrat kar priseljevati, ne vem koliko ljudi, Graz pa je najbolj rastoče nemško govoreče mesto. Verjetno tudi kot posledica Evropske prestolnice kulture, morda. Tako da kontra, ne gre se za to, koliko denarja je treba vložiti v kulturo. Kultura ti je v bistvu vlagati. Ena tako simbolna zadeva se je zgodila na RTV Slovenija, kjer so v svoji programski shemi
so za letošnje leto zamenjali. Ja. Zamenjali so, da je zdaj šport pred kulturo ja, po odmevih. Ja. In to se je, recimo ta kulturna srednja se je zelo torej, uprla temu. Seveda, zdaj tudi mi v programskem svetu smo bili proti temu, ampak direktor zdaj to pogojuje, ne, večja gledanost, več denarja. Ne. Tako da ni v bistvu, ne, zakaj je nacionalka, ne, ni samo zato, da bo večja gledanost, ne, ampak da bo se da kulturi večje antikulturne. Kar moram gledati, petek, soboto, nedeljo na nacionalni televiziji je v bistvu antikulturno. Ja. Vse te licenčne šale, tam plezajo, pa te koncerte moram zdaj poslušati, naj imajo svoj prostor. Ne, ampak se vidi, da so se, vse je rekel, tisti, ki prodajajo, so več vredni kot tisti, ki ustvarjajo. Nacionalna televizija, če bi bila privatna, je druga, pa ste vi bolj kulturni, vidim. Hvala lepa. Ja, počasi bomo zaključili z oddajo, čas nas že priganja, ampak veseli smo, da smo nekaj stvari povedali, da smo bili glasni, kajti oddaja se imenuje Na glas. Hvala vsakemu posebej, da ste se vzeli čas kljub vašim obveznostim. Vi nas pa povabite še kdaj, ne nas, druge, ne samo okoli Prešernovega praznika. Naj bo ta pritisk stalen, pa beseda kulturnikov naj se čuje celo leto, ne pa pred volitvami in za Prešernov praznik. Obljubimo, da bomo skrbeli tudi mi za kulturo, kajti mediji tudi imamo to poslanstvo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa tudi polagamo na srce, da se zavedate svojega maternega jezika in kulturnih prireditev in da se tudi marsikatere prireditve fizično udeležite. Hvala za pozornost in lahko noč.